ne laže. Tako da predlagam, glede na te dobre novice, to približevanje realnemu življenju, da zdaj stvari povežemo z izobraževanjem odraslih, kar se le da. In tukaj imate priložnost, tako da izvolite, vprašanja so na mestu. Brigita, prosim. Hvala. Ravno to je vprašanje. Informacije, ki ste jih podali, sicer bolj nazorno povedo, v kateri smeri se bo zagotovili prvi evri iz novega mošnjička, ki se mu reče nova perspektiva, ampak vendarle bi nas bolj konkretno zanimalo, kje v teh spremembah vidite pomen in vlogo izobraževanja odraslih in morda tudi malce več o tem, kakšen status bodo imeli ti programi. Torej bo šlo za programe, ki jih bo celoti financirala država v smislu pridobitve prve izobrazbe, ali bo to šlo za specializacije, za katere pričakujemo, da jih bodo plačali delodajalci, mogoče malo več in tem, seveda pa prvenstveno o vlogi izobraževalcev odraslih. Ja, zagotovo je to izobraževanje odraslih, ne, ker to so vsi, ki bodo imeli že končane, gre za specializacije izpopolnjevanja, ne gre za pridobitev izobrazbe. Tisto je zgodba, ki je znana, prekvalifikacije in tako dalje, gre po programih, ki jih poznamo in nič novega, tu gre za druge reči. V evropski perspektivi so sredstva rezervirana, o tem bi vam magistra Katja Dovžak znala več povedati, so rezervirana, seveda bojo to projekti. V projektih je vedno tako, da bojo sredstva zagotovljena za pripravo programov, za izvedbo, v enem delu iz javnih sredstev, enem delu v interesu tistih, ki bojo to pripravljali. Tako da jaz tu ne znam zdaj naprej povedati, kakšen delež je in tako naprej tu Katja bo. To bojo razpisi, pričakujemo, da se bojo morali delodajalci organizirati, da to ne bo vsak zase to moral imeti, da bo to organizirano ali v združenja, v zbornice ali v območja ali kakorkoli že, zato da bi realne interese našli. Mi že vemo, recimo, da bi to radi, takoj, ko bo možno, bojo naredili to papirničari, takoj bojo naredili steklari, takoj bojo naredili varilci, takoj bojo naredili hotelirji in še kdo. Za te vemo, ker so pogovori tekli. Mi jim bomo dali možnost, da naredijo to po postopkih, ki veljajo za programe, za pridobitev izobrazbe, v tem smislu, da bo to strokovni svet sprejel, minister dal soglasje in potem bo razpis, razmestitev in tako dalje. Ne, lahko bo pa to šlo po principu dodatnih kvalifikacij, kjer bo tisti, ki bo predlagatelj, moral to speljati skozi postopke na Centru za poklicno izobraževanje in potem bo sam določil, ali bo sam izvajal, ali bo našel izvajalce, ali bo to organizacije, zlasti tiste, ki bojo imeli dovolj dobre kadre in opremo za to, da bojo to počeli. Zagotovo to ne bo samo praktično usposabljanje, zagotovo bo en del tega tudi teoretično, ne, in tam vstopajo naši izvajalci vseh vrst, ne, zato da bi dodali tisto, kar je skupno, širše, dolgoročno in tako naprej, kar bo temu dalo tudi značaj za opisniki, ki smo jih tudi zdaj predstavljali, ne, da to ne bo kar tako nekaj, ampak bo moglo biti umeščeno v ogrodje na podlagi nekih kriterijev. Ne. To lahko zdaj jaz povem, jaz pa zdaj res vse, še to povem, ne, kolega Bandelj, ne samo, da je vodil celo zgodbo tam, tudi v skupini, ki je pripravila izhodišča, je Center za poklicno izobraževanje odigral seveda ključno vlogo in zagotovo lahko povsem kompetentno odgovori na še druga vprašanja, ki bodo. Hvala lepa, se pa opravičujem, ker me tam čakajo. Dopolnil, ker mislim, da ni bilo po mojem Se sliši, samo približimo še. Nekaj bi dodal, kar se tiče dodatnih kvalifikacij, mogoče ni bilo dovolj nazorno razloženo. Dodatno kvalifikacijo bo predlagal delodajalec. Pri tem, ko bo predlagal, je bo predlagal tudi z izvajalcem vred, ki naj bi to delal. Spravi, to ne bo šola predlagatelj, ne bo ustanova izobraževanja odraslih predlagatelj, ampak dodatno bo definitivno delodajalci. Hvala lepa. Imamo še eno vprašanje tam? Ne? Za gospoda Zgonca, ki se opravičuje, ker res mora iti na... Če bom znal odgovoriti, nekako je rekel, da lahko odgovarjam. Pa ne bom pa rekel, da ne. Jaz imam vprašanje, sicer Darja Čut, jaz sem imela bolj vprašanje za gospoda Zgonca, ampak ker je šel, bom pač na vaju naslovila. In sicer, ko sem pač poslušala o dodatnih pa kvalifikacijah in specializaciji, se mi zastavlja vprašanje, kakšna je vsebinska razlika med dodatnimi kvalifikacijami in specializacijami, ker glede na opis jaz
vidim smiselno podobno zadevo, razen tehnično izvedbo, da je drugače. Ena gre po zakonu o slovenskem ogrodju kvalifikacij, v tem primeru govorim o dodatnih kvalifikacijah, kjer tudi drugi organi obravnavajo in sprejemajo pač vsebine, ne, potrjevala naj bi to ministrica za delo. Dodatne kvalifikacije, pač, mislim, specializacije naj bi šle po drugem zakonu. Mene pa zanima čistko iz vsebinskega, kakšna je vsebinska razlika med temi kvalifikacijami, ne? In tudi z vidika delodajalca, ne? Čem bo videl razliko, kaj se bo odločil, kaj bo specializacija, kaj bo dodatna kvalifikacija. Zdaj, pač, moje mnenje je, da delodajalec bo najdel bistveno večjo šanso v dodatnih kvalifikacijah kot v ostalih 3 oblikah, ki so bile predstavljene. To direkt lahko temeljujem, ker ostale 3 oblike, tako kot je rekel prej gospod Zgonc, bodo narejene na osnovi zakona bodisi poklicnega ali višješolskega, kar pomeni, da izhajajo tudi sprejetje strani strokovnega sveta in ministra za šolstvo, kar pomeni proceduralno nekoliko daljša zadeva sicer, vendarle težja za sestaviti tak program, zaradi tega, ker to mora biti nekako širši interes. Tisti delodajalec, ki bo pa imel malo ožje interese, da bo lahko, tako kot radi uporabljamo tujo besedo, tailor-made programe naredil, bo pa po mojem bistveno hitreje šel skozi dodatne kvalifikacije in bo na ta način lahko to specialnost v navednicah, kar on rabi, bistveno prej uveljavil. Ker drugače pa pri tem, ko pridobiva nekdo izobrazbo, če gre skozi strokovni svet, pomeni izobrazba, ne iste stopnje, ki se ne bo imenovala že spet ne vem kako, ampak bo specializacija ali pa izpopolnjevanje iz določenega področja, pa če bi praktično, jaz svoj primer bom rekel praktično, kako vidim, vendar bo CPI tudi moral v razvojnem delu tudi na tem segmentu še kaj postoriti, če bodo sprejeta ta izhodišča. Namreč, ko govorim o specializaciji, pa grem v en primer iz strojništva, lahko govorim, da se je orodjar specializiral na orodjih za rezanje ali pa za plastiko ali kakorkoli, ker je ločen segment še dodatno, on je še zmerno orodjar, ampak se je pač specializiral v nekem svojem segmentu. Ko govorimo o usposabljanju za tega orodjarja, lahko gre se usposobiti tudi izven svojega poklica v nek drugi poklic, ki je v njegovem segmentu, iz strojništva ali pa tudi izven tega. Ali bomo take stvari najdli, jih ne bomo, vprašanje. Ko pa govorimo o dodatni kvalifikaciji, pa je tu polje za tega odprto in nima meja. In nima dejansko meja, ker se lahko dodatno dejansko izpopolni, bodi si iz tega, kar sem prej rekel, kot specializacijo, bodi si iz točno določenih proizvodov določene firme, ker ima tam določen tehnološko postopek, ki ga mora za sebe obravnavati. In mislim, da tu je potem pri dodatnih res polje odprto zelo na veliko. Vprašanje je potem jasno tudi jasnih kriterijev sprejemanja in potrjevanja tega. V zakonu so te zadeve zapisane, kako naj bi potekale. Rabili bomo definitivno še kakšen podzakonski akt oziroma interne akte za delovanje teh skupin, da bo lahko ta zadeva normalno živela. Hvala lepa. Še eno vprašanje tukaj. Ja. Ida, izvoli. Pa še, kje? Tanja Čelebič, Umar. Jaz imam vprašanje z področja uvajanja vajeništva, mogoče bo za gospoda Zvonca pa vseeno. Tudi recimo v NRP-ju smo lahko prebrali, da naj bi v letih 2015 in 2016 potekali pilotni projekti uvajanja vajeništva v Sloveniji. Gospod Zvonc je omenil vajeništvo, pa me zanima, če lahko malo bolj pojasnite, kakšne aktivnosti v zvezi z uvajanjem vajeništva v Sloveniji trenutno potekajo. Hvala. Hvala za vprašanje. Torej, do sedaj lahko rečem, da smo, pa nekateri sedijo tukaj v tej
v tem prostoru skupaj z vami, smo uspeli narediti en dokument, ki se imenuje neka zaveza za uvajanje vajeništva, v katerem smo se dolgo prerekali o statusu vajenca in tam noter ga nismo zapisali na kraju kraja, ker je tu osnovna dilema, ki v tej državi je. Namreč, ko govorimo o vajencu, imamo vsi vsako svojo predstavo in prekrižene prstke za hrbtom, zato kako bo ta zadeva dejansko izgledala. Na nacionalnem nivoju je ministrica imenovala in vodi, temu rečem, pravzaprav komisijo na najvišjem odločevalskem nivoju, saj v njej sedijo 3 državni sekretarji, kar nekaj direktorjev inštitucij, ki se s tem ukvarjajo, in vsi socialni partnerji, od sindikatov do šolnikov, do delodajalcev, kjer poskušamo pravzaprav zapreti ravno to osnovno zadevo, kaj dejansko vajenec je. Zaenkrat je stališče, ki se ga brani, to, da je to sicer dijak za posebno pogodbo o zaposlitvi. Tako bom rekel, ker če bi rekli, da je to zaposlen s posebno pogodbo o šolanju, bi bilo drugače interpretirano, kot smo se nekako dogovorili. Ampak gre se za to, da postopek je zelo preprost. Tam v branžah in bom rekel, poklicih, kjer je interes in kjer se bo delodajalec izkazal dejansko možnost učnega mesta, ki bo verificiran in imel bo tudi mentorja, bo zadeva lahko štartala. Ko govorimo o poskusu, ta poskus je vezan tudi na projekt, ki ga bo vodil Center za poklicno izobraževanje in ki v tem trenutku, razen tega, kar tudi vi znate, ostalega naprej ni. Govori se, katere področja so. Zgonci je prej omenil eno izmed področji, ki je zelo zainteresirano. 2 področji sta zelo zainteresirani, dejansko steklarstvo, ki ravno tako ima velike težave z pravzaprav kadrom in šole, čeprav imamo šolo, ampak vpisa ni, in za rešiti problem, ki ga imajo, so pripravljeni tudi na vajeniški sistem delati, in papirničarstvo. To sta 2 branži, ki sta izrazili izredno velik interes, in generalna odločitev na ministrstvu in konec koncev strokovna na Centru za poklicno izobraževanje pa je, da to ne gremo nikakor frontalno, da to se gre korak po koraku v tistih področjih, kjer se bo izkazal interes in kjer bodo taka učna delovna mesta. To pa pomeni, preprosto povedano, delodajalec bo zbral, koga bo sprejel v to zadevo in poiskal šolo, kjer bo ostali del na redu. Hvala lepa. Časa imamo samo še za eno vprašanje. Ida Srebotnik. Gospod Bandlin mi je zdaj približno odprl tisto, kar sem jaz hotela vprašati, in sicer to, kar smo slišali, ti predlogi so vezani predvsem na delodajalce, če mene vprašate, in oni bi morali tle imeti ključno vlogo. Zdaj, koliko so bili vključeni, si zdaj malo omenil, ampak vseeno ni dovolj jasno, ker jaz mislim, da ni res to, kar je rekel. Moji pomisleki pri teh specializacijah, dodatnih kvalifikacijah, nadaljnjem izobraževanju in katerekoli izraze ste že uporabili, kompetence, cross kompetence, skratka, živa zmešnjava, terminološka, ki kar kliče po novem posvetu, in sicer o terminologiji v izobraževanju odraslih, kar mislim, da bo danes tudi dr. Jelenskej o tem rekel. Tako da to jaz mislim, da bo treba razčistiti, kar je že zdajle debata pokazala, da v določenih izrazih niti ne vemo, kaj je v zadju. Druga stvar, da jaz mislim, da to kliče tudi po tistem, kar je pač govorimo, da nimamo mojstrov, da nimamo nekih poklicev, ki izumirajo, ampak po drugi strani se pa sprašujem, zakaj se ne vpisujejo, recimo, zakaj so šole, ki razpišejo recimo programe mizar prazne.
In drugo vprašanje, ki se mi poraja, vi veste, koliko šivilj je recimo zdaj brez službe in to samo zaradi tega, ker so se specializirale za to, da niso bile šivilje, ampak so znale zašiti samo vratnik ali pa samo rob na hlačah in so bile nesposobne potem za katerokoli drugo zaposlitev in poklic. In tu se jaz sprašujem, če to ni v nasprotju s tistim, čeprav je Zgonc rekel, da trikrat je omenil gospoda Pavliha in njegovo predavanje, ampak njegovo predavanje sem jaz razumela čisto v drugo smer in jaz bi tudi šla v drugo smer. In jaz mislim, da upam, da v izobraževanju odraslih v tej smeri razmišljamo, da je treba ljudem dati čim več splošne, dobre podlage in izobrazbe, da bodo bolj fleksibilni na delovnih mestih. In da jih bodo lahko na teh delovnih mestih tudi dali drugam in ne, da se bojo spet zelo ozko specializirali. Poleg tega bo spet potem nastal kaos glede šol, kdo bo to izvajalci, kdo bodo programe pripravljali in tako naprej. To so moji pomisleki glede tega. Mimo grede čestitam Centru za poklicno izobraževanje za 20-letno delo, ker danes mislim, da imate obletnico. Mogoče od zadaj hvala za čestitko, ampak je to 20 let skupnega dela. Tega se jaz ne lastim kot Center za poklicno izobraževanje, ker mislim, da tudi z izobraževalci odraslih smo marsikaj skupaj delali in z delodajalci pa z šolami in še s kom drugim. Če se vrnem nazaj, mogoče ni tako jasna slika, kaj pravzaprav in kdo lahko se vpisuje. To mislim, da ne vem, vse jaz ga nisem slišal Zgonca, da bi lahko nekako povedal. Dejansko ni to štart k temu, da bi se oddaljili od začetnega izobraževanja, kjer mislim, da mora vsak pridobiti dovolj visoko stopnjo izobrazbe, zato da je ravno tako, kot praviš ti, da dovolj fleksibilen in da v življenju se lahko zna odločati. Namreč prepričan sem, da ta tehnološki razvoj, ki ga imamo, te hitre nagle spremembe prenašajo do tega, da človek z tem, kar se je v inicialnem izobraževanju naučil, ne more celo življenje uporabljati. In je potrebno takemu dodajati nova znanja. In zapravim, da v bistvu je po mojem malo nerodno prej moj kolega Zgonc to predstavil. Namreč gre se za to, da vpisuje se noter lahko nekdo, ki ima že izobrazbo, v navednicah rečeno. Zapravim, ne zaradi tega, da bo to nadomestil, po domače rečeno, šnel kurs in beži delati, ne gre za to, ampak gre za zaposleno osebo na delovnem mestu, ki je že funkcionalen. Razgovor je pravzaprav o tem, kako in razmišljali so, kako pa tisti, ki eventualno izpade iz tega voza, kako takega ponovno dovolj aktivirati, da lahko pride noter. Tu je dilema, ki ja, to pa ni zdaj moj odgovor. To nisem kompetenten, da to odgovarjam. Namreč moje razmišljanje je tudi tako, da je treba to malo lažje dati delodajalcem v roke in izvajalcem, malo manj mogoče centralno preko strokovnih svetov, ampak zaenkrat je odločitev takšna, kakršna je in je treba pač je tako tudi spoštovati. Zato je moje predvidevanje, da bodo dodatne kvalifikacije, ki grejo mimo tega, verjetno za delodajalce bistveno bolj primerne. Hvala lepa. Žal nimamo več časa za kakršnokoli dodatno vprašanje, lahko pa ga javite nam, organizatorjem, ali pa gospoda Elida in gospod Urško med kosilom. Prosim? Ja, stvari so v nastajanju. Med kosilom tudi, ne bom dolgo časa z vami, ker imamo ob 3 imam svečano sejo sveta, tako da prav dolgo ne bom mogel z vami. V redu, pa drugič pa nam javite, prosim, vprašanja. Stvari so očitno v nastajanju in zagotovo bo še veliko priložnosti jih predstaviti in prediskutirati. Bi pa se želela v imenu celotnega auditorija pridružiti tem čestitkam ob 20-letnici delovanja. Tako da iskrene čestitke in
Tortica. Hvala. To pa lepo videti. Hvala. In obilo uspešnega sodelovanja nam vsem.